Takole. Sferični ali kroglni kondenzator. Torej, veste, kako smo do njega prišli. Ena naelektrena sfera, druga njej koncentrična z nasprotnima nabojama, ugotavljamo dve področji brez polja, okovinimo in tako naprej. Torej, vso to zgodbo zdaj preskočimo in smo že pri našem kroglnem kondenzatorju z nabojema Q in minus Q. Torej, ta plašč oziroma ta oklep, okrog, oklop, ali srajčka, kakokoli bi rekli, z nasprotnim nabojem. Ne vem, kako smo označevali, mislim, da tam je bil R1 in R2 sta bila. Polje je nič, tukaj je polje enako nič. V tem osrednjem delu, na radiu R, smo pa ugotovili, da je ER za radije med R1 in R2, če kar takole označimo, to se pravi poljska jakost kot funkcija radija v tem področju, to je simbolični zapis, je, če pogledate nazaj, naboj 4π epsilon radij na kvadrat. No, zdaj je treba k temu dodati še potencial. Ker je tukaj poljska jakost enaka nič, potem je potencialna razlika med to točko in neko točko v neskončnosti enaka nič, ker razlika potencialov je integral poljske jakosti, ker je pa poljska jakost nič, to se pravi, da je potencial te točke enak potencialu neskončnosti. Pišemo prvič, ali pa pod prvo alinejo, bomo rekli, potencial za R-je, ki so večji ali enak R2, je enako nič. Nič zato, ker smo v področju brez polja in je napetost med katerimikoli dvema točkama v tem prostoru vedno nič. In ker je v neskončnosti nič, tako smo se dogovorili, je tudi za vse točke nad R2 tako. Naprej. Zdaj gremo v tole vmesno področje, bomo spet kar takole integrirali, imamo tukajle, rečemo, kaj pa vem, S, ds, in pač pišemo potencial, kar pišemo, potencial na tem radiju minus potencial na radiju R2 je enako integral električne poljske jakosti od te točke do površine. Zdaj že kar malo krajšam tele zadeve. R do R2, poljska jakost je pa kaj? Naboj 4π epsilon nič, splošna oddaljenost, ki je pa zdaj S, S do tiste točke nekje na tej poti, krat ds. Vidimo, skozi se pravzaprav ista zgodbica dogaja, ds z s kvadrat, to, kar smo srečali že tudi pri sami izpeljavi in tako naprej. Tole je nič. No, da ne bo kakšen tale črtico zamenil za minus, bom jaz takole dal puščico. Takole in zdaj ta integral pa tudi vemo, koliko je. To je pa naboj za 4π epsilon nič. ds z s kvadrat je minus 1 z s, ker je minus, vzamemo najprej spodnjo mejo, je 1 z r minus 1 z r2. Takole. No, jaz bi tole samo skiciral, funkcijo, za kaj več pa danes ne bo časa, še 2 minutki imamo. Takole, no, morda še tretje področje, ker je pa tule poljska jakost nič, je potencialna razlika med dvema točkama tule znotraj vedno nič. To se pravi, da bojo vse točke v notranjosti imele tolikšen potencial, kot je tudi na površini. Na površini je pa koliko? V za r-je, ki so manjši od R1, je enako tudi V pri R1, to pa je enako naboj 4π epsilon nič
1 z R1 minus 1 z R2. Takole. No, in zdaj morda še skiciramo. Vse ostalo pa, kot rečeno, jutri. Torej, oba radija, R1, R2. Se pravi, potencial je takšen kot na robu. Tule pada, kot vidimo, s prvo potenco in na zunanjem robu je pa nič. To je v bistvu hiperbola. Hiperbola, ki se asimptotično ne približuje osi, ampak je pomaknjena navzdol. Asimptotoma ona tukaj spodaj. Takole, to je zdaj potencial, medtem ko je poljska jakost takšnale. Tole je pa poljska jakost ER. Torej, celotna notranjost je na enakem potencialu, potem pada po hiperboli, izmaknjeni, zunaj je pa spet nič. No, če sem ob tem sferičnem kondenzatorju že takrat omenil, da je to pravzaprav naš življenjski prostor, potem lahko v luči tega zdaj tudi te stvari gledamo. Torej, odprej imamo, da je električno polje med obema sferama določeno z nabojem 4pi epsilon r kvadrat, to je ena zadeva bila. Drugo pa, da je potencial v telem območju, ali pa bom kar zapisal V, je pa sedaj takole, Zunaj smo rekli, da je nič. V sami notranji sferi je to naboj 4pi epsilon nič, pa 1 z R1 in 1 z R2. To je za radije, ki so manjši, lahko tudi rečemo enako, ker je potencial zvezen. V vmesnem prostoru smo dobili takole, 1 z R minus 1 z R2. Dajte tudi vi malo prekontrolirati. In pa nič za R-je, ki so več kot R2. Kot rečeno, ste povabljeni, da tudi vi pogledate. Morda vseeno jaz narišem, vi, kot rečeno, imate. Torej, tole je naš potencial. Poljska jakost je pa kvadratična hiperbola. Takole. ER. S tem, da je pač tule polje nič in zunaj tudi. Takole. Tule nekje smo se ustavili. No, bi morda šli kar na napetost med lupinama. Jaz bom kar označil kot U12. To je napetost med lupinama, med notranjo in zunanjo. To je očitno potencial pri prvem radiju minus potencial pri drugem radiju. Lahko bi to imenovali tudi V1, tole je tudi V2. No, dejansko je to tole, to se pravi naboj 4pi epsilon nič, 1 z R1 minus 1 z R2. No, sicer bi lahko tudi še takole zapisali Q
4pi epsilon nič R2 manj R1, ne? R1, R2. Takole, ne? Bi brž naredili še kapacitivnost, ne, takšnega. Če narišem, ne. Tale situacija je, torej vi imate to na listih že, oziroma v zvezkih R2 in to je zdaj tale napetost U, ne. To je napetost U, tule je naboj Q in na tej zunanji lupini imamo naboj minus Q, takole, ne. Torej, zaprt sistem, kapacitivnost, ne, kot razmerje med nabojem in napetostjo od plusa k minus naboju, ne. Mi se bomo s kapacitivnostjo, kot rečeno, enkrat kasneje bolj resno soočili, kajti videli bomo, da je treba to definicijo malo bolj precizno izraziti. Ne takole preprosto kar s kvocientom, namreč mi bomo prišli v situacijo, ko bo prevodnih teles več in bo tudi kapacitivnosti več in bo treba en določen red narediti. In jasno, da če se čemo v tej, bi rekel, v tem gozdu znajdeti, moramo imeti pa zadeve bolj, bi rekel, decidirano postavljene, ne. Tako da zaenkrat ni problema, ne, pač kvocient, ugotavljamo, da sta naboj in napetost sorazmerna, ne. To se pravi, če bo naboj dvakrat večji, bo tudi napetost dvakrat večja, to se pravi, kapacitivnost je dejansko ta sorazmernostni, ne, koeficient. No, in zdaj, če tule zadaj pogledamo naboj, a ne, dobimo 4pi epsilon nič R1, R2 z R2 manj R1. No, tukaj bomo pa še nekaj takih, bi rekel, posebnih primerčkov si ogledali. En od teh je, mogoče za začetek, morda kar osamljena krogla. Lepo jutro. Osamljena krogla, kaj bi to pomenilo? Da jaz pravzaprav tole situacijo sferičnega kondenzatorja izkoriščam kot izhodišče za primer same kroglice, brez okolice oziroma da je ta okolica potisnjena v neskončnost, ne. To je tista vaša ping-pong žogica na vajah, ne. Torej, če jo nekje postavimo, ne, na neko izolirano površino, ne, potem je, lahko rečemo, ostali objekti dosti stran, to se pravi, je osamljena. To se pravi, bomo rekli, R2 proti neskončnosti, ne, in dobimo kapacitivnost, je kaj? Če gre R2 proti neskončnosti, no, tukaj mi, ja, R2 proti neskončnosti, to se pravi, je imenovalec pač praktično R2, se števcem krajša in ostane 4pi epsilon nič R1, ne. Se pravi, če imamo eno tako kroglico z nabojem, a ne, radija R1, ne, potem je kapacitivnost določena z polmerom, ne. No, mogoče še en primer. Ob sferičnem kondenzatorju sem omenjal tudi sistem Zemlja, ionosfera. Kaj je takrat drugače? Glejte, naboj na ionosferi je pozitiven, na Zemlji je negativen, to se pravi, da je tale slika obrnjena navzdol, ne. To se pravi,
Dejansko proti neskončni okolici ima naša površina Zemlje potencial, ki je negativen in je enak približno poljska jakost, to je tistih 100 voltov po metru, pa oddaljenost do ionosfere, rečemo 150-100 kilometrov, a ne? To se pravi, 100 kilometrov smo 10⁵, pa še 100 voltov po metru, to se pravi, 10 megavoltov, ne? To se pravi, minus 10 megavoltov bi bil potencial Zemlje proti neskončni okolici, ne? Ampak, da nas ne bo to kaj skrbelo, ne? Sej, če je ta številka minus 10 megavoltov, zaradi tega mi nič težje ne spimo ali pa lažje, a ne? Potencial je itak stvar dogovora, torej izbranega izhodišča. Zaradi tega se poljska jakost v prostoru nič ne spremeni, to se pravi, Lorentzova sila kot odraz električnega ali magnetnega polja se zaradi tega nič ne spremeni. Tako da nas zaradi tega ne sme nič skrbeti. No, pa bi tukaj kot primer naredil, a ne, kapacitivnost Zemlje, če bi ionosfero, bi rekel, odmislil, ne. To se pravi, C Zemlje brez ionosfere. Takole, ne, kot da jo ne bi bilo, rečemo, potem je to spet, rečemo, takole osamljena in takrat bi bila kapacitivnost pač enaka 4pi, ne, tukaj imamo 10⁻⁹, 36pi, a ne, je epsilon, R1 je, smo že tudi imeli 6400, to se pravi 6,4 krat 10 na, potem pride 600, a ne. No, tole gre preč, je 9, no, 6,4 deljeno z 9, to je tako, kot 6,3, to je 0,7 potem, ne. 0,7 krat 10 na minus tretjo, to se pravi, bi to bilo približno 0,7 milifarada. No, če bi pa vzeli kapacitivnost upoštevaje ionosfero, ne, to se pravi, C sistema Zemlja, ionosfera, bi pa lahko pisali takole, ne. Tale kapacitivnost je približno, glejte, vzamemo tale izraz, glejte, rekli smo, tole je 6400, tole je pa tistih 100 kilometrov ali pa 200, a ne, mi smo takrat 200 vzeli. Ta dva radija sta praktično enaka, ne. Se pravi, da lahko pišemo približno 4pi epsilon nič R1 kvadrat. R2 manj R1 je pa pravzaprav višina do ionosfere, ne. To se pravi, kaj pa vem, H, višina do ionosfere, a ne. No, in tole bi zdaj prišlo 4pi krat 10 na minus 9, tukaj imamo 36pi, H bomo vzeli, zadnjič smo vzeli 200, pa dajmo še zdaj 200, a ne, krat 2 krat 10 na 5, a ne. Radi smo pa že tudi zadnjič imeli in danes tudi seveda 6,4 na kvadrat krat 10 na 12 potem, a ne. No, spet imamo tukaj 9. A se ćemo zdaj s temi številkami ukvarjati. Tole je približno 40, smo takrat rekli, 40 deljeno z 9 je 4,5, pa deljeno z 2 je 2,25, a ne. Se pravi 2,25, pa še eksponent, kje smo z eksponenti, 10 na minus 14, 10 na 12, to se pravi 10 na minus 2, to se pravi lahko rečemo tudi 22,5 milifarada. Smo v redu? Za del. No, vidimo, ne? Zato, ker je ta neskončna okolica približana, ne?
k ionosferi, ne, je seveda kapacitivnost večja. Se smo že zadnjič rekli, ne, da lokalno deluje sistem Zemlja, ionosfera kot ploščni kondenzator. In dejansko je tole površina plošč, ne. To je površina plošč S, to je pa razmak med ploščama, ne, če bi tako rekli. Ne. To se pravi, da v tej formuli nekako zagledamo enačbo ploščnega kondenzatorja. Tako, no, ampak jaz bi tukaj le še eno temo odprl. Tema, ki je zelo, zelo šolska, ampak bi rekel, je pa nekako optimizacijska naloga. Optimizacijske naloge so pa naloge, ki jih boste vi kot inženirji pravzaprav dnevno doživljali. Da pač iščete rešitev znotraj nekih kriterijev. A ne? No, in tukaj bi se takole vprašali. Ne? Primer. Naj sta dana napetost U in polmer R2. Iščemo pa najugodnejši polmer R1, da bo največja jakost polja minimalna. No, jasno, da prvi hip še ne vemo, za kaj se gre, bom jaz to počasi, bi rekel, predstavil. Torej, iščemo na nek način najboljšo geometrijo. To se pravi, imamo en radij, drug radij, dano napetost, en radij fiksiramo, drugega pa zdaj poskušamo loviti, da bo zadoščeno nekemu kriteriju. Ta kriterij je pa poljska jakost. No, da bi tole nalogo nekako začutili, bomo, ne, da bo največja poljska jakost. Kje je največja poljska jakost? Največja poljska jakost je na notranji kroglici. Ne. Zapišmo, E radialni pri R1 je kaj? Tamle smo pisali, zgoraj imamo, ne, to je naboj 4pi epsilon nič krat 1 z R1 kvadrat. Ne. To je največja poljska jakost. Tale konstanta se nam pa pač povsod nekako pojavlja. Pojavlja se tudi tule noter, rečemo. Ne. To se pravi, da lahko tole konstanto izrazimo tudi takole. To je tudi napetost krat R1 krat R2 z R2 manj R1. To se pravi, ta famozna konstanta, ne, ta naboj 4pi epsilon, ki se povsod nekako pojavlja, je zdaj takole izražen in zdaj, če to vstavimo noter, ne, se nam en R1 krajša, pa ostane U R2 z R1, R2 manj R1. Poglejte še ostali, ali smo vse v redu naredili. No, in zdaj tale zapis nam pa pravzaprav tole nalogo, ta tekst naloge morda bolj približa. Ne. To se pravi, naj sta napetost in R2 znana, iščemo pa primeren R1, da bo največja poljska jakost minimalna. Zdaj, zakaj in kako minimalna, bomo takoj videli. Glejte, če tale R1 manjšamo proti nič, ne čisto nič, ne, ampak če manjšamo, potem se nam tale vrednost povečuje. Če pa R1 večamo proti R2, se nam pa tole zmanjšuje, s tem se pa tudi to povečuje. To se pravi, očitno
ne prevelik R1, ne premejhen R1 nista ugodna. Verjetno je nekaj vmes. Če bi mi tole funkcijo poskušali zrisati, je nekaj takšnega. Ne? To se pravi, zaradi tegale dela funkcija z upadanjem R1 pada. Ne? To se pravi, če imamo tukaj R1, tukaj je R2. To se pravi, to je zdaj funkcija R1. Ne? Očitno, če je to izbrano, ne, je to potem funkcija R1. Zdaj tukaj pač rišem to funkcijo R1. To se pravi, zaradi 1 z R1 je to pač en takle potek. Zaradi tegale je pa to ena taka zadeva. In očitno, ko množimo to dvoje, ne, dobimo nekaj takšnega. Ne. Se pravi, očitno bo tale zadeva, ta poljska jakost minimalna pri nekem radiju, kaj pa vem, R1 nič. Takole. In zdaj tole iščemo. To je zdaj neznanka. To se pravi, imam optimizacijsko nalogo po kriteriju največje poljske jakosti. Vemo pa, kaj je problem z visokimi poljskimi jakostmi. Tam, kjer je visoka poljska jakost, prihaja do preboja. To se pravi, da je to pravzaprav neka šibka točka mojega sistema. Na zdravje. Vi boste imeli na vajah tudi primer iskrenja oziroma preboja in boste spreminjali obliko elektrod in boste opazovali, kako je z nastankom tega preboja. To se pravi, zdaj mi pa kar pomagajte, kako bomo tole točko dobili. Ja, odvajali bomo, ne? Kajti, če ima tale funkcija minimum, potem ima verjetno tale funkcija g od R1 pa maksimum, ne? Pa bomo kar takole pisali, g od R1 je R1, R2 manj R1 kvadrat in g črtica, če odvajamo na R1, dobimo R2 minus 2R1. In seveda to izenačimo z nič in dobimo R2 minus 2R1 nič je nič. Iz tu ven je R1 nič, R2 polovic. Torej, optimalna nekako geometrija sferičnega kondenzatorja bi bila tale.